Gledate gorenjska poročila na GID TV. Center za socialno delo Gorenjska je tokrat pripravil že tretje srečanje rejniških družin z gorenjske regije, ki je potekalo v športnem centru Vogel v Spodnji Besnici. Zbrali so se rejniki z otroki v rejništvu in lastnimi otroki ter strokovni delavci, ki podpirajo in pomagajo pri njihovem delovanju. Tudi tokratno tretje srečanje lepo uspeva? Ja, seveda, se vidite, da smo veseli, se družimo, tako da bo uspešno. Družine so prišle z celotne Gorenjske? Ja, prišle so družine iz celotne Gorenjske, sicer ne vse, ampak verjetno je tudi tole vreme mogoče danes koga zaustavilo pri tem, ampak vseeno nas je dovolj, da bomo naredili en lep dan. In kako delujete, v kakšnem okviru? Kako to mislite, v kakšnem okviru? Ja, rejniških družin na Gorenskem je 36, imamo pa v rejništvu 66 otrok, ampak vsi otroci niso v rejniških družinah na Gorenskem. So tudi pač vse posod druge po Sloveniji, ker žal na Gorenskem nimamo dovolj rejniških družin. Bi bili veseli in zadovoljni, če bi bilo več družin, da bi lahko pač otroci ostali v nekako domačem okolju, blizu staršem, tudi blizu mogoče šol, kamor so hodili, ampak žal imamo pač, iščemo rejniško družino po celi Sloveniji, kadar pač iščemo rejniške družine oziroma iščemo tudi druge izhode, ker je rejniških družin premalo. Poslikajte mi obraze! Na nehi. No, to pa je moj. Porednež. Lepo dejansko, da se ljudje odločijo za to poslanstvo. Ja, seveda, to je v bistvu resnično poslanstvo, tako kot ste rekla, to ni poklic, ker dejansko to je način življenja, oziroma ne to, da to delaš, ampak to si. Ti si rejnik, ko si starš, si pač nekdo, ki imaš neko višjo zavest, višje zavedanje, kako pomagati, želiš pomagati, neko družbeno ozaveščenost in res smo hvaležni, da imamo še na voljo družine, ki sprejemajo naše otroke in kot sem rekla, želimo si jih še več. Na Mestni občini Kranj podpirate srečanje rejniških družin, saj gre za neke vrste poslanstvo. Ja, res je, gre za poslanstvo. Na Mestni občini Kranj resnično z veseljem podpiramo take dogodke in sem vesela, da pravzaprav je to že tretje po vrsti in da upam, da bo postalo res tradicionalno, ker je takšno srečanje pravzaprav zelo dobro za vse rejnike, da se izmenijo izkušnje, da pridobijo neka nova znanja in res podpiramo to. Na prijetnem druženju in izobraževanju je bilo prisotnih lepo število udeležencev, ki so uživali v poslikavah obraza, ustvarjalnih delavnicah, predstavitvi knjige, rekreativnih aktivnostih in spoznali so gosta presenečenja. Gospod Darko Đurić, vi svojo zgodbo nekako navdihujete te rejniške družine. Zakaj ste danes tu? Predvsem na povabilo direktorice in zaposlenih, da malo podelim svojo zgodbo, izkušnjo z rejništvom, tako kot so že v nagovoru povedali vsi, to je res eno lepo poslanstvo in mislim, da tudi jaz sam ne bi bil tukaj, kjer sem, brez te rejniške izkušnje, kjer sem dobil res odlično družino, ki ni bila samo družina, ki bi skrbela zame, ampak so mi res dali toplino, ljubezen, kar v bistvu otrok potrebuje in jaz tudi tukaj bi rad nagovoril čim več ljudi, da se odločijo za to, da nekomu polepšajo življenje in omogočijo res eno normalno odraščanje. Tudi drugače se ukvarjate z motivatorstvom zadnji čas? Kaj počnete? Ja, res veliko predavam po podjetjih, šolah in raznih dogodkih, konferencah, ravno življenjsko zgodbo, kjer probam v bistvu ljudi nekako nagovoriti, da so ovire v glavah in če se odločimo nekaj narediti, da imamo možnost spremeniti stvari, če začnemo pri sebi, sprejmemo odgovornost za svoje življenje in potem tudi v bistvu lahko s tem vplivamo na okolico. Tudi šport vam je veliko dal? Ja, šport je bil pa eno tako lepo obdobje v mojem življenju, ko sem res ogromen doživel in poleg rejništva res ena izjemna izkušnja, videl sem veliko sveta, spoznal ogromno ljudi, predvsem sem se imel pa tudi možnost seveda predstaviti malo širši javnosti, kjer so me ravno najbolj takem športu, ki je najbolj fizičen, plavanju, spoznali, kako sem premikal svoje meje, postavljal rekorde, osvajal medalje in mi tudi to danes prinaša ogromno enih novih priložnosti. Torej ste srečni in uživate v tem, kar počnete? Sigurno, ja, vsak dan
nekako ostanem z eno dobro voljo, posebej, ko imam takšne dogodke, kjer lahko se podružim z ljudmi, jih nagovorim in se tudi jaz kaj novega naučim. Sofija, kaj danes počnete tu? Ja, na ustvarjalnih delavnicah si slikamo obraze, mislim, da delamo kamenčke, pa kazala za knjige. Vsekakor gre zahvala vsem, ki sodelujejo v rejniškem sistemu in njihovim podpornikom. Rejnicam, rejnikom, strokovnjakom, ki delujejo v rejništvu, socialnim centrom, šolam ter vsem ostalim, ki podpirajo rejništvo ter pomagajo otrokom, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti v svoji biološki družini. Gre za tretje srečanje rejniških družin. Ja, res je, v letošnjem letu obeležujemo že tretje srečanje rejniških družin Gorenjske. Sicer je letošnje leto malo manjša udeležba kot v preteklih letih. Upam, da se bo ta trend pač dvignil in da je temu botrovalo samo slaba napoved vremena. In kako se drugače rejniške družine povezujejo? Ja, sicer imajo ne samo v okviru Centra za socialno delo, ampak tudi nasploh preko društev rejniških družin, pač srečanja, kjer se srečujejo z družinami. Same rejnice imajo pa preko leta tudi pač organizirana predavanja, to se pravi, se strokovno izobražujejo in se tam pač srečujejo in izmenjujejo izkušnje. Tudi skritega gosta ste pripeljali? Ja, res je. Zelo nas veseli, da je gospod Darko Đurić našel čas in nas je obiskal na današnji dan. Trenutno so v prostoru, torej v predavalnici, kjer ne bo v bistvu neko klasično predavanje, ampak druženje, motivacijski govor. Torej, gospod Darko Đurić namreč prihaja tudi iz rejniške družine in bo otrokom lahko povedal oziroma jih spodbudil in povedal, kaj vse se lahko iz človeka naredi, torej da to ni nobena stigma, ampak kvečjem dobra stvar. Tovrstna srečanja so vsekakor dobrodošla, saj se na njih ljudje z istimi usmeritvami družijo, povezujejo in prenašajo svoje izkušnje.